Lepo pozdravljeni v tokratnem podcastu Zevo. Z mano danes sta Darko Andrić, direktor Rodenstock Slovenija, in pa Ivo Rimc, magister optometrije iz Optike Rimc. Mislim, da je več kot očitno, kaj bo današnja tema pogovora. Pogovarjali se bomo seveda o vidu, o težavah, ki lahko nastanejo, pa tudi o marsičem drugem. Med drugim, kaj vse lahko naredimo starši, da preprečimo morebitne težave pri naših najmlajših. Lepo pozdravljena. Lepo zdrav. Lepo zdrav. O vidu se bomo zagotovo danes pogovarjali kar na dolgo in široko, ampak jaz bi začela pravzaprav, mogoče ni najbolje, da začnemo s težavo, ampak smiselno pa je, da takoj opozorimo na to zadevo, in sicer kar zaskrbljujoč podatek je, da se težave s kratkovidnostjo pri naših najmlajših povečujejo. Ja, lahko rečemo, da gre skoraj da za pandemijo kratkovidnosti v svetu. To pa zaradi tega, ker način življenja je bistveno drugačen kot pred 10-20 leti in vsi objekti so otroku bistveno bliže oziroma so fokusirani na to bližinsko delo. Lahko tudi zaradi tega, ker otroci se danes veliko več učijo, tudi to je lahko problem. Mogoče bodo starši to drugače razumeli, ampak velik doprinos k tej težavi so pa tudi seveda elektronske naprave, kot so mobilni telefoni, tablice, računalniki in pa seveda gledanje v te naprave v mračnih prostorih pred spanjem. To so vse dejavniki, ki povečujejo to tveganje. Zdaj, rekli bi lahko seveda, da tukaj imamo starši zelo veliko vlogo v smislu omejevanja teh elektronskih naprav, ampak vendarle pa naši najmlajši živijo v dobi in bodo rasli še naprej v dobi, kjer pa jim težko to dejansko preprečimo. Kako bi lahko vidva ocenila, da je morda tista zdrava mera, za katero rečemo, da še ne delamo preveliko škodo, in kdaj je tista škoda oziroma kdaj je tista meja, ko res rečemo, to pa gre za pretiranost? Ja, seveda, v vsakem primeru je treba ta čas otroku omejiti. Ampak najboljši način, da se mogoče ognemo te problematike ali pa da jo bistveno minimiziramo, je, da otroka pošljemo v naravo, ven, da gleda objekte, ki so oddaljeni in se igra. In tega je nažalost vedno manj v nekaterih družinah in posameznikih. Nažalost. Kako pa je v praksi, ko pridejo potem najmlajši na pregled, recimo, ko starši že opazimo kakšne težave pri vidu, kaj je tisto, kar najprej naredite, ko pride takšen otrok k vam? Miopija je multifaktorialna stvar. Se pravi, ne gre za eno stvar, da bi pokazali s prstom, da je to preveč dela na blizu. Gre tudi za genetiko, gre za skupek dejavnikov, ki so povezani v eno gmoto. Še ugotavljamo, zakaj. Naj povem en zelo zanimiv fakt. Če je kdo od staršev kratkoviden, če od staršev recimo samo en starš kratkoviden, potem ima njegov otrok 3-kratno možnost, da postane tudi sam. Če sta pa oba kratkovidna, lahko je mala dioptrija, lahko je -1, ima pa otrok 7-kratno možnost, da postane. To je recimo, da postane kratkoviden. To je en faktor, ko bi se ga lahko starši takoj zavedali, da bi pomislili, jaz bi pa lahko pregledal svojega otroka. Večinoma čas na prostem, se pravi zunanja svetloba, modra svetloba je zelo zdrava svetloba za oči. Moja generacija, katera generacija smo mi, X, recimo, če smo malo bolj moderni. Generacija Z preživlja, bi si upal trditi, pa rečemo, da v večini, se ne vsi, da ne bomo zdaj krivice delali vsem. Premalo časa zunaj. Svetloba, zunanja svetloba spada se smatra za nekaj, kar zmanjšuje kratkovidnost oziroma vpliva, ampak se sprašuje stroka, če je že nekdo kratkoviden, recimo otrok, če že ima dioptrijo, ali še potem res deluje ali ne, bolj gre za preventivo. Se pravi, staršem bi rekel,
ne samo računalniki, tablice in telefona, jaz bi se s tem ne strinjal, da je samo to problem. Problem je vsa bližina in zaprt prostor. Oko akomodira, pomeni očesna leča v očesu prilagaja fokus slike, ko pogleda na blizu, se mora očesna leča zadebeliti. Če gledamo na 40 cm, se mora zadebeliti za 2,5 dioptriji točno. To je nek aparat, ki funkcionira. Konvergenca, oči grejo skup, pa leča se zadebeli, zato da vidimo. Ne? Ta aparat deluje normalno in če ga mi obremenjujemo vsak dan ure in ure, če je to šola na blizu, če so to knjige na blizu, če smo v zaprtem prostoru, kjer ni naravne svetlobe, če pol še telefon, vse to sili v oko v postulacijo, da se začne daljšati. Tu je nastane problem. Rast očesnega zrkla. Če na hitro povemo, kaj je kratkovidnost, je recimo strma roženica, sprav, ta prozorna stvar na očesu zunaj, pa potem dolžina zrkla. Ne? To sta čisto poenostavljen povedan. Te dve stvari v skupku. Ne? In zakaj začne oko rasti? Oko raste pri dojenčku, recimo se rodimo z +2 dioptrije. Nas ne zanima v povprečju. Nas ne zanima nič drugega kot svet 40 cm pred nami, drugo nam je vse megleno. Zato je mati narava poskrbela, da se vid razvije. In potem rečemo v emetropizacijskem obdobju, tam do 1 leta, 2, se oko postavi proti 0. In že če otrok če je star 5-6 let, pa ima nič dioptrije, je že miop. To tudi marsikdo ne ve. Je že kratkoviden, ker bi mogel imeti še mečken plusa. Tako da starši, otroci ponavadi začnejo hoditi bližji televizijam, manejo se oči, solzijo se jim oči, pomislimo, ali smo sami kratkovidni, kot sem rekel na začetku, imam jaz dioptrijo, ne. Tle bi še rekel, ko smo prej v zakulisju se malo pohecali, da sem imel enkrat v ambulanti eno mamo, ki je pripeljala hčerko staro, mislim, 9 let, na pregled in ko sem vprašal, kdo v družini kratkoviden, je rekla ne, nihče. Sem rekel, doben ne nosi očal, sem rekel, ampak kdo kratkoviden je bil kdaj? Jaz sem imela lasik, pa nisem več. Sem rekel, to ne drži, vi ste še zmeraj miop, če ste imeli poseg z laserjem. Ko da je bila in ona in mož in punčka je imela potem že zelo velik minus, pri 9 letih je imela že okoli 3 dioptrije. Tako nekako. A pa se recimo te številke, o katerih smo na začetku govorili, torej, da se višajo in da so praktično kar zaskrbljujoče, v kakšni dobi se pogovarjamo? Brian Holden Vision Institute je neodvisna organizacija, bhvi.org imate internetno stran. Oni predvidevajo, da bo do leta 2050, že zdaj je 33% ljudi na svetu kratkovidnih, pred 20 leti je bilo pol od tega. Če pa gremo s tem trendom naprej, Azija je prednjači, ampak tudi Evropa in zahodni svet se približuje. Če verjamemo tem številkam, govorimo o tem, da bo leta 2050 na Zemlji 5 milijard kratkovidnih ljudi, od tega 1 milijarda visoko kratkovidnih in za te se borimo, tudi s pripomočki. Ja, seveda. Ampak, kaj ste rekli, v kakšnem obdobju, leta 2000 je bilo zabeleženih 22% kratkovidnih ljudi. Do 2050 pa je to predvidevanje do 50%. Tako da to strmo narašča. Pa obstajajo sploh kakšne stvari, poleg tega, kar smo že rekli, čim več biti zunaj, omejiti čas na tablicah, telefonih in podobno. Obstaja še kaj drugega, kar bi dejansko lahko mi našim najmlajšim in potem oni naprej naredili, da bi to probali zajeziti? Se to sploh da v času, v katerem živimo? Ja, predvsem moramo biti kot starši dober zgled otroku, da se čim več nahajamo zunaj, skupaj. Da nismo s telefonom v roki, pa ga podimo dol iz telefona. To je zelo težko, tudi v mojem primeru je to zelo težko. Ja, zdaj bo mogoče kdo mislil, sej lahko ste pametni, po domač povedan, smo tudi sami velikokrat na istem, da se moramo upomniti. Mislim, tukaj si moramo postaviti ogledalo pa se zamisliti nad to problematiko in telefon dati zavestno na stran. In tako, kot sem povedal, iti čim več v naravo, ven. Seveda obstajajo pa pripomočki, ki lahko pripomorejo k temu, da ta problem oziroma rast kratkovidnosti ne naraste tako v tako kratkem času. Tega problema se ne moramo ogniti, ampak lahko pa bistveno zmanjšamo
to tveganje. Ne. In pri Rodenstoku imate posebne pripomočke, ki lahko pomagate. Kakšne točno? Imamo, seveda gre za posebno terapevtsko, mi temu rečemo terapevtsko korekcijsko steklo, ki ne samo da korigira dioptrijo, ampak tudi nekako sili oko, ne, zaradi svoje strukture samega korekcijskega stekla, otrokovo oko sili v gledanje skozi določeno točko, ki pa je namenjena temu, da fokusira oko v pravo dioptrijo, no, tako po domače povedano. Ampak gre torej že za očala z dioptrijo? Očala z dioptrijo v samem centru teh korekcijskih stekel. Na periferiji tega korekcijskega stekla pa se ta dioptrija v bistvu spreminja po horizontali, progresivno narašča. Če si predstavljamo korekcijsko steklo oziroma očala, da jih imamo zdaj na nosu, proti nosu, se pravi ta nazalna stran, se dioptrija povečuje do +2 dioptriji, progresivno, se pravi narašča. V temporalno stran, se pravi v zunanjo stran proti ušesu, pa ta dioptrija narašča do +2,5 dioptriji. Tako da v bistvu, če otrok gleda malce po strani, ne, vidi neke motnje oziroma malce drugačno sliko, ne ostro, in potem ga oko v bistvu avtomatsko ali pa možgani ga silijo v gledanje skozi to fokusno območje. A lahko rečem, da zaradi takšnih očal lahko omejimo dioptrijo, da se ta ne slabša ali pa hitreje slabša? Lahko. Ampak to je samo eden izmed načinov, kako lahko upočasnimo rast te dioptrije. Obstajajo še drugi, bom rekel, pripomočki in pa prijemi. Lahko bi mogoče tudi več povedal Ivo o tem, ne, kako se on loti tega, ne, kontaktne leče, kapljice. Če se zdaj recimo vrneva k vprašanju, ko pride otrok, recimo, da sem jaz doma pri svojih hčeri opazila, da morda lahko ima težave z vidom. Začelo se je dejansko tako, da jaz zdaj opažam, da hodi bližje k televiziji, in jo podimo nazaj in ona prav vidi se, da počas leze vedno bolj naprej. Se pravi, ni da se kar postavi zdaj zelo blizu, ampak kar mal pa pomal in potem res pride že na neko razdaljo, ki zagotovo ni več zdrava. Če recimo jaz in še kdo, ki nas zdaj posluša in gleda, opazi kaj podobnega pri svojem otroku, pridemo recimo k vam. Kako izgleda takšen pregled? Na takšnem dobrem pregledu bomo najprej preverili, ali gre za spazem mogoče, za krč akomodacije, sploh ne nujno za kratkovidnost. S tem bomo preverili z cover-uncover testi, ki jih jaz izvajam na vsakem pacientu, ne glede na starost, ali gre za forje, ali gre za postulacijo oči, da so na področju mrežnice škilmo, to se ne vidi naven, lahko se pa na noter dogaja. Se pravi, ko izločimo vse te elemente, da vidimo, da sploh ne gre ne za eno ali za drugo, otroka do 8 let nikakor ne postavlja na aparat, ki meri sam dioptrijo. S tem ne bomo dosegli nič. Ker če damo otročka, ki je star 6 let, na aparat, ki meri sam, njegovo oko akomodira fenomenalno do 15 ali več dioptrij. In on, ko gleda slikco v aparatu, ki ne bi bila daleč, ve, da ni daleč in zmeri aparat za 3 dioptrije, vse narobe. Ko da recimo otroka merimo na roke, do 6 let. Če gre za prvi pregled otroka, prvi do 6 do 8 let, priporočamo oftalmologa, optometrista, da širi zenico, da ustavi akomodacijo in dobi nek realen podatek. Potem pa lahko optometristi nastopimo. Ko upravimo te splošne teste, ugotovimo, ali gre za krč akomodacije, če prvi pregled priporočamo z širjenjem zenic, da ubijemo akomodacijo, se grdo sliši, ampak da jo izničimo. Preverimo konvergenčne, vergenčne teste, ali gre za forje, potem se lotimo pa pregleda za vid. Uporabimo pravilne optotipe, to sva prej tudi govorila, da živalce so majčkeno zastarela metoda, so marsikje že ovržena metoda. Večinoma se uporablja layer grading charts. Govoriva seveda, da bodo vedeli o tistih sličicah, ki jih dobimo od pediatrov domov, da potem zvadimo z otrokom do pregleda. To je že marsikje ovržena stvar, so layer grading charts, to so posebne sličice, ki zajemajo hruško, jabolko, srček, hiško in kvadratek in so skozi enake in tam preverjamo vid.
Če recimo v eni vrstici so štiri teleznakci za otroka, ki še ni pismen, če teže bere vse 4, pa boljš vidi enega, lahko izločimo, tudi govorimo o ambliopiji, nerazvitem vidu. Tudi to je treba prvo pogledati, ali se gre za ambliopijo ali ne, ali kje smo, na kateri strani smo. Če otrok star 6 let, to smo že prej govorili, pa ima nič dioptrije, je že miop, ne, po nekih novih standardih. Je že kratkoviden, ne, ker on bi mogel biti mečken v plusu. Kaj to zaključimo, gremo pa na standardizirane teste za vid. Ko sem že prej omenil, vprašamo starše, ste vi kratkovidni, kdo v družini kratkoviden, to že imamo en podatek. Vprašamo o življenjskih navadah, stilu otroka, ali se kaj giblje, kaj vzuni na naravni svetlobi. Ne gre samo za naravo, gre za naravno svetlobo, spekter naravne svetlobe in ta ne bi deloval zaviralno, ne. Potem vprašamo, ali gleda stvari na blizu, koliko časa preživlja na blizu in takoj predlagamo, da po šoli, kjer so skozi na blizu, da recimo, če pride domov in se začne z bližino ukvarjati, ali to knjiga ali telefon, je meni vseeno. Vedno gre za bližino, o bližini govorimo. In rečemo, te navade malo povprašamo, če je to več kot nekaj časa, predlagamo pravilo. 1 ura domače naloge, 1 ura pauze. Pravilo 20-20-20 po najnovejših smernicah ne deluje. To ste vsi slišali. To sem želela, ja. Ne deluje, nažalost, govorimo zdaj o miopiji in o njenem napredovanju. Zato ni 20 sekund je enostavno premalo, da oko dekompenzira nekaj, kar je fokusiralo. Tako da tle moramo govoriti, da 20 sekund, 20-20-20, to je anglo-saško pravilo. To je pravilo. 20 seconds, 20 meters, 20 feet. Ne? Se pravi, če gledate nekaj 20 minut na blizu, pogledajte za 20 sekund stran nekaj, kar je 20 feet, 6 metrov in to fokusirate in se oko spremeni. To velja za eye strain, za napetost oči pred računalniki, velja za suhe oči, da ne pozabimo mežikati, ne velja pa za miopijo. Miopija je 30 minut dela na bliz, 30 minut pauze ali pa 1 ura dela na bliz, 2 ure pauze. Ne? Ampak moramo pa tudi poudariti, ne, da ta pauza potem ne pomeni, da smo spet noter za 4 stenami in ne Ker vem, 4 stene so spet delamo akomodacija. Spet smo v prostoru, kjer ima 2 metra in spet nekaj fokusiramo. Ven. Pojdimo ven. Pojdimo ven. Ja. Zdaj tako sliši se mi to v teoriji zelo dobro in dejansko bi človek rekel, ja, dajmo tako delati. Športi z žogo so fajn, ker oko sledi žogi. Dekompenzira, akomodira. Kakršen koli šport, ne gledamo več na blizu. Saj lahko je to tudi noter. Ampak je že boljš, kot da smo cel dan za knjigo, za ekranom. Če pa že morda, ker vemo, da zgodi se potem pa tudi življenje in vse obveznosti, ki jih imamo in prihajamo nekateri še vedno zelo pozno domov in si potem verjetno zdaj kakšna mama misli, ja kaj ne, pol zdaj ob 6, ko bo nehal se učiti in brati, kam ne grem zdaj še za 1 uro z njim ven ali 2, ne? Ampak morda pa tukaj lahko razmišljamo v to smer, da če vemo, da gre za neko pomanjkanje časa, da pa razmišljamo o tem, da potem otroke vpisujemo na neke takšne krožke, neke te interesne dejavnosti, kjer bodo morda lahko ali več na prostem, ali pa, kot rečeno, da bo kakšna igra iz žogo in tako naprej, da se to razbremeni. Je to lahko tudi prava rešitev ali vsaj bližje? Zagotovo. Je še kakšna stvar, poleg recimo igre iz žogo, to, da sledimo, ki bi lahko bila recimo na podoben način, da ni to vedno nujno iti, ne vem, zdaj nekam hoditi za 1 uro in tako naprej? Manj bližine. Se pravi, manj bližine pika. Pa še nekaj bi izpostavil prej, samo tole bi še povedal, da ambulanta, kamor greste na pregled za miopijo, če ugotovite, da je miop, poskrbite, da ima aparat za merjenje dolžine očesnega zrkla. Miopija pri meni podatek minus koliko mi je manj relevanten, kot koliko dolgo zrklo ima otrok, ker proti tem se borimo. Borimo se proti rasti očesa, ki lahko pripelje po 40. letu do resnih patoloških, resnih težav. Makulopatija, glaukom, katarakta, cel spisek jih je. Ravno ker to sem želela. Meja očesa je 26 mm, kar je nad, rata krak bi žoga vzad, napne mrežnico in tudi. Proti tem se borimo. Produkti, ki jih je omenil kolega Darko od Rodenštoka recimo, ali pa podobni kontaktne leče, ortoka, atropin terapije, imamo ful nekih pripomočkov. Gre za to, da se probamo prepreči, da oko gre čez 26 mm. In pri meni otroci imajo redne meritve aksialne dolžine. Bolj me zanima, kad dioptrija recimo. To.
To sem ravno želela zdaj izpostaviti, oziroma vprašati. Pri miopiji je ravno to pomembno, da se zavedamo, da to ni klasično, tako kot recimo mi potem kasneje opažamo, da nas mogoče že mal daje nadaleč. To je lahko tudi astigmatizem, to je lahko čisto nekaj drugega ali pa ravno to sem hotel reči, da ne smemo te vse probleme z vidom nadaleč enačiti. Imamo različne košare za njih. Tako, in zdaj ste jih že res ogromno našteli in zdaj že mogoče razmišljam, da morda pa res moj otrok nima težav s tem, da ne vidi nadaleč, ampak je kaj drugega v zadju, za kar priznam, da nisem niti pomislila, primerno testiranje mora upraviti. Se pravi, ali ima krč akomodacije, ali ima forje, ali ima ambliopije, sigurno, verjetno ne, ampak ali je pa mogoče miop, ampak to mora biti nek specialist, ki obvlada vse to testiranje, preden zaključi, zakaj gre. Ampak tako, kot je povedal Ivo, se pravi, zelo pomembna je ta aksialna dolžina očesnega zrkla. Ne. Sama dioptrija ne pove nič. Ne. Vedno gre v kombinaciji z merjenjem dolžine očesnega zrkla. In to preprečujemo, da raste. Ne. Se pravi, z raznimi pripomočki, kot so korekcijska stekla, atropin kapljice v nižjih količinah oziroma odmerkih in pa drugi pripomočki. Ne. Kar pa je tudi lahko težava, je to, da nekateri oftalmologi ali pa optometristi pri otroku včasih podkorigirajo dioptrijo. To je pa lahko problem za nekoga, ki za njim pregleduje otroka. Ker ne ve, ali mu je predpisal ta zdravnik natančno dioptrijo ali je podkorigirana ta dioptrija. Zato je vedno zelo pomembno, da pogledamo tudi dolžino očesnega zrkla. Ta nam pove veliko več kot sama dioptrija. Zelo dober point. Podkorekcija je bila, še zmeraj velja za ovržena je, ne bom predolgi. Znanstvena raziskava se jo najde iz Kanade, 10-letna, je to teorija ovrgla. Podkorekcija minusa priliva bencin na ogenj. Se pravi, če smo ljudi podkorigirali, jih silimo v več minusa. To je raziskava, ki si jo lahko najdete na PubMedu, več njih, ne samo ena. Torej, točna korekcija minusa je edini standard, danes velja v modernem svetu optometrije, oftalmologije, točna korekcija minusa, pri otrocih še posebej. In empirična meritev aksialne dolžine, ki je podatek, ki se ga pa noben ne more izmisliti. Ne kolega pred mano, če je malo manj dal, ali je pa točno to, kaj je. V naši optiki RIMC delujemo tako, da vsakega otroka, ki je kandidat za kontrolo miopije, ne skačemo takoj in prodajamo produkte za kontrolo miopije, ker to tudi je treba vedeti, kdaj posežiti po njih. Najprej začnemo s točno korekcijo minusa in takoj izmerimo aksialno dolžino zrkla. Čez 3 mesece spet, čez 3 mesece spet, čez 3 mesece spet in tako v enem letu 4-krat merimo, to ne računamo, to zbiramo kot empirični podatek za raziskavo. Na biometru, ki je zelo natančen. To je aparat, ki meri aksialno dolžino. Takrat se odločamo in imamo referenčne skoke. Referenčni skoki so več kot 0,3 mm ali pa več kot pol dioptrije v enem letu, v 3 mesecih. Takrat začnemo razmišljati, kandidat za kontrolo miopije. Posežemo po steklih Majkon od Rodenstocka, če gre za očale. Imamo na voljo to so ta, v katerih smo pregovorili. To so stekla, ki imajo periferični defokus, se pravi hipermetropični defokus. To je že strokovno povedano, kar je Darko rekel, iz strani je malo plusa, da zablera sliko, center je pa clear. Pa se je to težko navaditi? Ne, otroci to takoj pojejo. Ne boste pa verjeli, da tudi kontaktne leče za šport kombiniramo očala s kontaktnimi lečami, specialnimi kontaktnimi leči, ki imajo enako tehnologijo, dual focus oziroma hipermetropični fokus. Če so pa stvari še bolj agresivne, imamo fanta, ki je star 11 let in ima že 26,5 mm dolgo zrklo, pa ima sam -1,5 dioptrije, sprav njegovo oko že raste, se pa vključi oftalmolog z nizko dozo atropina. Tukaj se svet še pregovarja, ker ne vemo, ta atropin pomeni, da se z njim poroči ta otrok, dokler ne bo star 25 let. Ker čim ga nehajo imati, je rebound efekt. Je možen rebound, se pravi, gremo nazaj v rast. Kombiniramo s pripomočki atropinom, ampak tle se svet premalo podatkov ima. Podatki se zbirajo, imate veliko študij na to temo, 2 full veliki, Atom 1, Atom 2, ampak to je že zelo modern pristop. V Ameriki se pa zelo pogosto pojavijo ortoka nočne leče za ustavljanje miopije, ki pa niso primerne, če ima otrok nad 1-2 cilindra astigmatizma in tako naprej. No. Se pravi, če povzamemo, v optiki, kamor greste ambulanti, naj se preveri, ali gre za miopijo. Ali gre za krč, škiljenje na mrežnici, po domače zdaj govorim. Ali imamo sploh problem z miopijo.
potem absolutno naslednji korak, ki ga bom še zdaj 5. ponovila, ne izmerijo aksialno dolžino. Pa še enkrat bom povedal, aksialno dolžino ne izmerijo. Od tle naprej se pa lahko začnemo pogovarjati, ali imamo kandidata za kontrolo miopije, kjer posežemo po tovrstnih steklih, lečah in tako naprej, in redne meritve, redne kontrole. Ampak s tem lahko damo ročno zavoro miopiji, da ne zraste iz -1 na -5. Ker si predstavljamo, če imaš ti -1, pa vsemi temi pripomočki probamo ustaviti, ker miopija raste. Ne bomo jo ustavili in je tam in jo ne moremo zavreti. Če pridemo iz -1 do -2,5, namesto do -5 smo naredili ogromno za človeka, ki bo potem mogel tako živeti. Ne? Ker če imaš ti -1,5, pa daš očale dol, še vidiš svet okoli sebe. Če imaš pa ti -5, je pa stvar zaključena. Ne? Zelo mi je všeč, da sta danes res v studiu in da se lahko pogovarjamo o tej temi, zato ker se mi zdi, zdaj bom mečkano posplošila, za tiste, ki nimamo recimo ali otrok s takšnimi težavami, ali sami nismo nikoli nosili očal, smo velikokrat lahko mečkano nevedni, zato ker dejansko se s tem ne srečujemo in potem dejansko mislimo, ja, sej, ne, za oči je na daleč ne vidiš ali pa na blizu. V bistvu je pa tukaj res ogromen razpon še marsikakšnih drugih stvari. Ta tema, tako kot smo povedali v uvodu, ta tema je dokaj nova in starši te problematike ne poznajo, ne poznamo. Ne? Nemalokrat se srečamo z opasko, da so to vrstna korekcijska stekla mogoče malce predraga, ne? Ampak, tako kot sem povedal, gre za stekla, ki korigirajo dioptrijo in so hkrati terapevtska. In če optik, optometrist ali pa oftalmolog staršu zna razložiti, s kakšnimi težavami se lahko otrok v starejšem obdobju ali pa kot odrasla oseba sooča, tako kot je Ivo povedal, ogromno bolezni zaradi neukrepanja v mladosti lahko pride, ne? Potem so starši pripravljeni tudi to plačati, ne? Ker če dioptrija prehitro naraste, to ni v redu. Kako pogosto se srečujeta s primeri, ko recimo se ukrepa prepozno? Zdaj prepozno je relativen podatek. Jaz, če dobim otroka, pa je star 10 let, pa ima, ne vem, pa so rekli, da je bilo lani še vse v redu, zdaj ima pa -1,5, pa 25,5 mm dolgo zrklo, rečem, kje ste bili pa prej? Ja, pa se ni nič rekel, ne, tega je kar nekaj, ne. Se pravi, vseeno je zelo veliko na nas. Ker otroka zanima, vprašam življenjske navade, telefon ima že v roki v čakalnici ambulanti, že pred zvidom, mama ne ve, koliko časa, ne, to je bila ena raziskava, ful smešna, ker so rekli, dajte povedati, koliko časa otrok preživi na telefonu, ne, pa so te ankete pisali, pa so otroci pisali po 1 uro, 2, realnost je star, jaz imam 2 sina, en je star 7 pa 9, da ne bo kakšna mama mislila, da govorim na pamet, pa do 7 delam, ja, vsak dan. Tako da tiska ste prej rekli, I get it. Ampak z vsemi silami, v naši hiši med tednom ni digitalnih naprav. Otroci so sprejeli, razumejo, oči se s tem obavi, vidijo, pri meni prijete včasih v službo, vidite otroke. No, da se vrnem, na kavču vidimo otroka, ki ima telefon v roki, vprašamo mamo, ja pa ni več kot 1 uro. Realnost, ki je raziskava pokazala, te otroci so po 6+ ur na dan na telefonu. To v bližini, pa ne govorimo o telefonu, govorimo o bližini. Po so v bližini v šoli in tako naprej, njem je oko v tem obdobju 10-11 bi že mogli nehati za 0,4 mm v poprečju, 0,3 azijski brk raste, ampak mu raste še nori, lih je začel. Stvar se je kam začela. To je recimo en tak primer. Ne? In vprašamo življenjske navade, mama ne ve, ker tela do 7, on ima telefon od svojega, ne vem, 9. leta, zato da ga lahko pokličemo. Jaz pravim, da smo lahko ful bolj... Mi smo tako že v taki dobi, AI prihaja, mi smo stari okoli 40+, vsi tlele noter v studio, verjetno, zrasli smo s telefoni, pa dajmo otroka izobraziti. Recimo vam dam en predlog, pa nima veze za vidom. Jaz sem Davido, to je moj sin, pokazal na Netflixu del dokumentarca Social Dilemma, ne vem, če ga poznate. Tam govori direktor CEO Twitterja o odvisnosti od maila. Moj otrok me je 9 let star začel štekati, kaj mu govorim, in sošolcem, ki že imajo telefon, govori, to ni cool. To se prav da narediti. In sem mu kupil uro, s katerega lahko pokličem, in razložil sem mu vpliv socialnih, se pravi Instagrama, Facebooka, pokažem mu, povem, pogovarjam se, kad z odraslo, šteka, ne? Kaj TikTok počne.
ne vem, dajmo se to začeti pogovarjati. Jaz mislim, da smo dosti zreli, da lahko individualno doma pri svojem otroku, ne govorimo o revoluciji medijev, pri sebi doma s svojim sinom ali pa hčerko se usedeš in pogovoriš in misliš, da bo rezultat ful dober. Ne samo za miopijo, ampak jaz mislim, da tlelo gremo v res širino. Se bo strokovnjaki druge stroke začeli strinjati. Ja. Jaz bi se vseeno še mečkano vrnila k recimo potem k izbiri pripomočkov oziroma recimo očal kot takšnih. A ne? Zdaj vemo, da otroci sploh punčke, zdaj bom govorila iz svoje izkušnje, a ne? Ko sem mi prvič omenila, da bova šli na pregled, je bila takoj panika, a bom dobila očala. A ne? In sem se kaj, ne vem, pa sej tudi, če jih boš nič hudega, ne, se bova zbrale take, ki ti bojo všeč in tako naprej. To je verjetno vseeno tudi zelo pomemben vidik, čeprav vem, da to res nima popolnoma nič samim vidom in tako, ampak ta estetika verjetno pri najmlajših, kako jih pripravimo, tudi veliko šteje. Ne? Seveda. In zdaj, če otrok oziroma če optometrist ali pa oftalmolog ugotovi, da je dioptrija že dokaj visoka, ne, to pomeni, da so lahko tudi korekcijska stekla, recimo debela, ne. Ampak pri rodnem štoku imamo pa tudi rešitev, ne, da imamo vse možne tanjšave, ki so za navadno korekcijsko steklo, na voljo tudi za ta terapevtska stekla. Ne. Govorimo, indeks se začne pri 1,5, ne, potem pa rečejo tanjšava, ne, mi temu rečemo indeks 1,6 in tako naprej, vse do najvišje možne tanjšave. Tako da, ja, ta estetski del je zelo pomemben, ne, ker lahko prinese, če očala niso lepa ali pa estetsko dovršena, otroku velike težave pri sovrstnikih. Zato, da si tudi izbere konec koncev takšna, ki so mu potem všečne. Seveda. Ampak seveda pogoj je dioptrija in recimo tukaj imamo eno veliko prednost tudi pred konkurenco, ki ima na voljo samo en indeks oziroma en lomni količnik oziroma eno debelino. Kako pogosto pridejo potem otroci, seveda i starši, k vam in rečejo, nočem očal. Zelo. Aha. Ampak tudi kontra. Sem upala, da bo kontra. Bolj pri fantih, kot pri puncah. Pri puncah že ne vem, ali je to zdaj social media. To je že mal trend. Je mal trend. Ja. In pa se okviri začnejo, seveda ima optika zelo lepe okvirje. Ja. In pa se začne že kar tako mal modni dodatek in jim je všeč. Bolj je težava šport. In očala, ne? Sport žogo. Ampak zdaj pa mi kombiniramo kontaktne leče mehke plus očala. Ker nočemo, da nosi kontaktne leče več kot mora jih nositi, se pravi, govorimo o specifičnih mehkih kontaktnih lečih za kontrolo miopije, ki lahko fitajo samo tisti, ki imajo licenco za to. Pri nas jih imamo v optiki in te kontaktne leče lahko moraš nositi 10 ur, drugače imajo učinka. Ampak je pa fajn, da imaš pol očala, ker ta mlada rožnica rab dihati. Ker je to so narejene iz enega materiala, ki je mečken star. Zato mi kombiniramo. Rečemo, za šport imaš 3-krat na teden trening fuzbala, tisti dan boš imel leče, ostale dneve boš imel očala in to neverjetno dobro sprejmejo. Zdaj pa še namig kontaktne leče po otroci, to gre fenomenalno skup. Fenomenalno. Ste že vedeli, kaj bom vprašala? Do 13. leta so veliko bolj natančni, pozorni s higieno, kot pa pol uni pred 20. Unim pred 20 je že malo vseeno, ali zaspijo s kontaktnim lečem. Ravno sem hotela reči, tisti že malo ven hodijo. Mi imamo najmlajšega 7,5 let star, ki ima -13, on pač druge nima. Ima specializirane kontaktne leče, od specializiranega proizvajalca. Očala ima za oddih, ne, od rodenštoka majkom, ki gre do -14, Darko, je res? Res. Tako. In fantek je neverjetno spreten pri 8 letih s kontaktnimi leči. Mama je manj spretna, kot on, pa tudi nos kontaktne leče. Fenomenalno. Ampak v takem primeru je to v družini že, ne? Ja. Ni nujno. Se pravi, gen, multifaktorialno smo rekli. Več stvari. Ampak gensko sigurno je. Včasih so mislili, da je samo gen, pa ni. No, ampak ta kombinacija, ne? Kombinacija kontaktnih leč pa očal, to velja tudi za odraslo osebo. Ne? Ja. To je najboljša kombinacija. Se pravi, čez dan mogoče kontaktne leče, ko prideš iz službe, iz šole, pa očala. Počitek očala, potem včasih za vožnjo v avto, daljše vožnje očala, boljš kot kontaktne leče. Kontaktna leča vsaka mečkeni suši oko, spremeni svojo obliko po 4 urah v očesu in tako naprej. To so že druge teme. Zdaj se bom sicer mečkano oddaljila od miopije in te teme, ampak vseeno se mi zdi smiselno, če že vaju imamo v studiu, da vprašam tudi to. Veliko
lahko beremo in slišimo o tem, kako recimo to, kar smo se že prej pogovarjali, delo na računalniku in tako naprej, da je priporočljivo, nekateri to pravijo, imeti tudi zaščitna očala takrat, kadar to delamo, upravljamo in tako. In tukaj se mi zdijo, vsaj tako kot sem brala na spletu, zelo različna mnenja. Se pravi, so ljudje, ki pravijo, da je to nujno potrebno in brez tega si bomo vsi pokvarili oči in brez tega bomo napol slepi, medtem ko obstajajo drugi, ki pa strokovnjaki tudi, ki pa pravijo, da je to bolj tržna niša in bolj pravzaprav nek modni trend in da to ne deluje tako, kot si mislimo mi. In zdaj, če vaju že imamo v studiu, bom izkoristila to priložnost, kakšen je vajen pogled na to? Ja, delovna očala je to malo širok pojem. Ne? Nekdo si bo predstavljal delovna očala, zaščitna očala za pri delu z motorno žago. Ne, ne govorimo o teh. Ampak govorimo o zaščitnih očalih, ki preprečujejo vstop te škodljive modre svetlobe, ki smo jo že omenjali danes, v samo oko. Zdaj, načinov je več. Obstajajo tako imenovani antirefleksi oziroma premazi, nanosi čez samo korekcijsko steklo, ki bistveno zmanjšujejo, preprečujejo vstop te škodljive modre svetlobe oziroma določenega spektra te modre svetlobe v naše oko. Lahko pa imamo tudi drugo rešitev, ki pa je mogoče še bolj radikalna in pa bolj zaščiti naše oko, je pa nek poseben material, pri Rodenstoku ga imamo, imenuje se Pro 410, kjer pa ta material še dodatno zaščiti oko in prepušča res tisto svetlobo, ki jo oko potrebuje. Ampak to govorimo o tistih, ki sicer dobijo očala. Ali so to očala, ki ni nujno z dioptrijo? Ni nujno, lahko imamo tudi korekcijska očala, ki ne korigirajo vida, ne? Se pravi, da dioptrije ni, ne? Pa lahko naredimo že veliko na preventivi. Ker recimo ta material, ki ga ima Rodenstock Pro 410, preprečuje nastanek ali pa bom rekel zmanjšuje možnost nastanka rumene pege oziroma poškodbe rumene pege. Blue blocker, ne? To ste vprašali. Facebook Blue blocker. Tako je. Texas Houston University je lansko leto imela raziskavo z neodvisnih proizvajalcev stekel, ogromno raziskavo, kjer so jim pa na koncu povedali eno stvar. Ne moramo dokazati, da plava svetloba škodi zdravju očesa. Pika. Škodi pa ciklokranialnem ritmu, spancu, razgradnji hormona melatonina. Sprav, če bulte zvečer v Netflix, preden greste spat ali pa delate za službo maile, boste težje zaspali. In takrat je ful priporočljiva Blue blocker. Za delo v slabi svetlobi pred ekranom, z nulo, z dioptrijo ali pa brez. Sam mora biti dober, tako kot je Darko povedal. Rodenstock, te Facebook Blue blockerji včasih odrežejo kompleten plav spektr in to spet ni v redu. Spektr plav ima v nanometrih, ne bomo zdaj v fiziko šli, svetloba je valovna dolžina, ne? To vemo iz fizike, iz osnovne šole, verjetno še vsi se spomnimo. In če odrežemo kompleten plav spektr, spet ni v redu za oko po domače. Rodenstock ima en tak prehod iz prvega dela modre svetlobe v zadnji in ima pravilno omejen vpliv na mrežnico, na retino. Škodi zdravju ne, to niso uspeli dokazati, kar jaz vem, mogoče me lahko kdo popravi, ampak do danes jaz nisem zasledil. Škodi pa spanju in tem mogoče tudi eye strainu, napetosti oči. Če imate to sem želela izpostaviti. Če imate ta problem, je priporočljiv. Zdaj pa naj se vrnem ljudi, ki nosijo cel dan očala na glavi. Prej smo govorili, zdaj pa logično povezali skup, da je naravni spektr svetlobe zelo zdrav za oči. Če mu odrežemo plavga in imamo očala cel dan na glavi, kaj smo naredili? Odrezali en spektr in si škodimo. Bom še to izdal. Oko akomodira na barvni spektr do 1,8 dioptrije. Do 2 dioptrije akomodiramo na različne barve. To je veliko ljudi. Se pravi, prilagajamo sliko, leča, skače, gor pa dol. In če otroku, ki ima res odlično akomodacijo, damo minus steklo, eno žariščno, smo že naredili greh, ker imamo danes že majkon. Če smo mu dali pa Blue blocker, pa mu preprečili vpliv, recimo, da ima minus 3 dioptrije in je obsojen na očala cel dan, pa smo mu pa vzeli naravno svetlobo, sprav smo naredili dvojni greh.
Blue blocker za kratko vidno, to bom povedal, to je free advertising. Vsem kolegom blue blocker za mladega miopa no go. Se naredi več. Če pa slabo spite, imate eye strain sindrom, to se lahko pogovorite s specialistom, kaj to je pa zelo priporočljiv. Ampak ne da odrežete moder spekter. Boljše mi je dvoje očala v tem primeru. Za delati zvečer ne gre, ni drugače, moram delati po noč. Sem social media influencer, ki jih je veliko danes, ali pa ne vem, delam po noč, blue blocker gor, boljše boste spali. Ja, to pa sigurno drži. Pa verjetno tudi to, kar ste prej omenili, ta pritisk, ki ga lahko, jaz s spanjem nimam težav, bom potrkala, ampak velikokrat se mi pa zgodi, da recimo zvečer, ko sem še na računalniku, da čutim, pa ne vem, če bi sploh rekla pritisk, ampak kar zmencala bi si lahko. Pozabimo mežikati, to je prvi problem. Ja. Mežikati ne bi 15krat v minuti, ko se vzjamo v plavo svetlobo, ki mrežnici ful paše, by the way, ful je všeč, nehamo mežikati. Mežiknemo enkrat, to se spomnite zavestno. Da čim večkrat. Ja. Drugo oko je lahko suho oko, problem. Pol je pa eye strain, sam to morate upraviti en dober pregled. En pregled, tako, ja. Pa tam potem se pol posvetimo tem, pa raziščemo, kje je problem. Pripomočke, da to umilimo vse skupaj. Samo za konec bi rada strnila vse to, kar smo se pogovarjali. Hvala za res vse koristne informacije. Zdi se mi, da se bodo mnogi starši lahko našli, zato ker, tako kot sem rekla, zmotno je prepričanje, da samo težave s kratkovidnostjo ali daljnovidnostjo so tiste, ki obstajajo lahko pri naših najmlajših. Če pa damo zdaj za konec recimo še en nasvet vsem staršem, ki se morda zdaj ob tem pogovoru sprašujejo, kaj če pa imamo mi doma tudi kaj podobnega, kaj naj naredijo, kako naj se postopajo naprej in predvsem, kje vas lahko najdejo. Zelo enostavno, najprej ne grejo takoj do najbližjega optika, oziroma v tem primeru lahko tudi do optike Rimc, kjer imajo res dobre aparature za spremljanje te miopije. Naj spremljajo svojega otroka, naj opazujejo, se pravi čim manj tudi ukvarjanja z elektronskimi napravami ven, tako kot smo povedali, to je bistven nasvet. Zdrava prehrana, mogoče tudi to, nismo se dotaknili tega, se pravi, čim več zelenjave. Čim več korenčka za dober vid. Ja. Kako je s tem? Bolj zelena zelenjava. Bolj zelena zelenjava. Zeleno listnata. Ja, tako, zelena. Lutein, tako. In pa seveda pregled, in tam na pregledu se bo v bistvu takoj ugotovilo, ali gre za kratkovidnega otroka. Svetujemo dober pregled. Tako. Kjer se bo odkrila, ali gre za, vse smo že povedali, krč akomodacije, latentno škiljenje na področju mrežnice, ali gre dejansko za slabovidnost ni pravi izraz, za miopijo, hipermetropijo ali karkoli drugega, in od tam naprej pol, ali je to kandidat za kontrolo miopije, ali pa ima težave z bližinskim vidom, ker imamo tudi otroke, ki jim pišemo plus, ker imajo drugačne težave, so ezoforiki in tako naprej. Skratka, pejte nekam, kjer nekdo ve, kaj dela. Bodite pozorni, da so to licencirani optometristi ali oftalmologi. Pojavljajo se v Sloveniji tudi nelicencirani optometristi, jih imamo veliko. Pa potem, da dejansko nekdo ve, kaj počne. To je recimo prva stvar. Ja, in jaz mogoče bom tukaj kot starš, kot mama dodala še en vidik, in to je ta, da dejansko zdaj, ko sem vaju poslušala, lahko rečem, da dobiš tisto zaupanje, da veš, da bo dejansko za otroka najboljše ali pa res odlično poskrbljeno. In to se mi zdi, da je pa za starše velikokrat ključno, ker seveda mi lahko poiščemo marsikoga v bližini, pa kakšnega znanca, pa tako, da ga malo poglej, ker mogoče ne vidi dober, ampak jaz iz lastne izkušnje vem, da sem se kdaj potem že doma spraševala, a pa smo mi dober ta vid pregledali. In posledično, če več takih pregledov naredimo, lahko ravno tako zmečemo kar precejšen del denarja za takšne preglede, pa še nismo ugotovili bistva. Zato mogoče pri otroku lahko tudi škodo naredite. Zato mogoče res v ta razmislek, da raje k strokovnjakom, tudi če, tako kot ste izpostavili, morda očala v takem primeru stanejo nekaj več, ampak da smo na tisti pravi poti. Pa ne boš. Bodite pozorni pri mladih 6-7 let starih otrocih. Prvi pregled ne bo oftalmolog, ne bo širjenje zenic,
in ne bo glava na aparat, kjer slikco gledajo, ker to ne bo prav. To je po domačite. Ne bo to. Od tam naprej pa lahko optometrist prevzame moderne prakse skupaj z oftalmologom, to delamo tudi v optiki Rimc, sodelujemo oba področja in tako se mi zdi, da je najbolj poskrbljen za otroka. Kdaj ste se vi v optiki srečali z Rodenstokom in kdaj je bil tisti ključni trenutek, ko ste rekli, to je to? Zato je bila kriva pa že moja mati. Aha. Pred več kot 30 leti, ki je to podjetje, ali koliko tudi, 27. Jaz bi rekel, da je bistveno več. Ne? Bistveno več, ja. To že Darko ve. Ja. Ona je poskrbela, da je Rodenstok nekako prišel v Slovenijo. Družina Rimc dela ali pa sodeluje z Rodenstokom že čez 50 let. Tako nekako, ja. Ne 30. Sem bil bolj skromen. Če smo prej govorili o številkah. Potem so se stvari razvijale in zdaj tukaj ima podjetje tudi Rodenstok je eno podjetje, ki je bilo vredno zaupanja moji družini, nemška kvaliteta. Pa tudi moram pohvaliti, da imajo vse in-house proizvodnjo, za razliko od drugih. Večinoma ali vse stvari se delajo znotraj podjetja Darko. Vse. Ker večinoma drugih konkurentov pa ima najete stvari za. Eni delajo jim antirefleksne sloje, drugi to, tretji to. V koroni se je to zelo dobro obnesalo, se ni? Ja, seveda. Rodenstock je bil edina operativna firma. Kar nekaj časa, ker je bilo vse in-house, tako nekako. Ja, gre za nemško podjetje, ki je staro skoraj da 150 let. Znanja je ogromno v hiši. Podjetje s tradicijo. Tako. In eno lepo sodelovanje med vami, ne? Ja. Mislim, sicer ne bi trajalo že 50 let, ne? Tako kot smo rekli. Najlepša hvala za obisk v studiu. Jaz upam, da smo s tem pogovorom, verjamem, da smo pomagali marsikomu, ki nas je poslušal. Jaz sem zagotovo prva v vrsti, ki že razmišljam o tem, da ne samo moj otrok, tudi jaz potrebujem kakšen dober pregled. Tako da hvala še enkrat. Hvala tudi vam. Hvala za povabilo.